Ob vse večjih težavah s komunalnim blatom, ko so po različnih delih Slovenije odkrili več črnih odlagališč, izvoz v tujino pa je vse dražji, je Ministrstvo za okolje in prostor začelo pripravljati študije za umestitev najmanj 2 monosežigalnic. Nameravajo ju postaviti ob samih čistilnih napravah, kjer proizvajajo blato. V Ljubljani in Mariboru si že dlje časa prizadevajo za tovrstna objekta. Zdaj je izkazala zanimanje tudi Mestna občina Velenje. Matija Mastnak. Kaj narediti s približno 185 tisoč tonami komunalnega blata, ki letno nastane v Sloveniji, je vprašanje, ki pristojnim povzroča močne glavobole zdaj že 2 leti, odkar je Madžarska zaprla mejo za slovensko blato. Država zdaj eno od rešitev vidi v postavitvi 2 do 4 monosežigalnic. Bo v naslednjih letih zrasla tudi v Velenju, bo pokazala študija. Direktor občinske uprave Iztok Mori. Treba je gledati prihodnost, na nadaljnjih 10, 20, 30 let, kaj se bo dogajalo, in seveda vsaka odgovorna lokalna skupnost mora proučiti različne alternative, kako se bomo ogrevali prihodnje. Navsezadnje je daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini drugo največje v naši državi. To trenutno zagotavlja termoelektrarna Šoštanj, ki pa se je, kot kaže, izteka čas. V Celju komunalno blato kurijo že več kot desetletje, vendar tam ne gre za monosežig, pojasni direktor celjske energetike Aleksander Mirt. Od tistih količin, ki je ne bilo 20% je lahko blata, ostalo je lahka frakcija. Ko so pred 1,5 začeli s projektom, izračun stroškov ni bil ugoden, a se je kasneje izkazalo kot zadetek v polno. Glede na aktualno problematiko se to kaže kot ena izmed najboljših, ali pa tudi edina rešitev. Ter dodaja, da so vplivi sežigom na okolje zanemarljivi. A država proučuje tudi možnost, da bi blato začeli predelovati v gradbeni material, je pred časom povedal okoljski minister Andrej Vizjak. Lahko se delajo s tem pregrade, sanacije in podobno, tako da je tudi to ena opcija za komunalno blato. Pred predelavo je sicer treba blato posušiti, kar številne občine delajo že zdaj. Še kratek